Dobrodošli na okrogli mizi kariernih centrov Univerze v Ljubljani. Delodajalci odgovarjajo, kako vas najdejo in zakaj izberejo. Okroglo mizo moderira profesor dr. Eva Boštjančič z oddelka za psihologijo. Med nami pa prav lepo pozdravljam naše gostje. Alenko Potočnik iz GEN-I, Uršo Jevnikar Sadar, Outfit 7, Nino Pakiš in Tamaro Barič iz Novartisa in Majo Rangus iz Finančne uprave Republike Slovenije. Besedo predajam gospe Evi Boštjančič. 5 sklopov vprašanj imamo pripravljenih. Mislim, da bodo pogovor zanimiv, vsekakor pa, kot bi pa gospa Bogži rekla, če vas karkoli zanima, če bi radi karkoli izvedeli strani naših gosti, chat je namenjen vam, da vprašate in na koncu bo čas, da na vaša vprašanja, razmišljanja tudi odgovorimo oziroma jih pokomentiramo. Pa če začnemo pri začetku, kako bo danes delodajalec, po katerih kanalih začel iskati in privabljati najboljše, najbolj talentirane, najbolj zanimive, najbolj želene kandidate. Vprašanje za vas, drage dame, po katerih kanalih privabljate oziroma potem iščete kandidate. Beseda je vaša. Alenka, lahko vas prosim morda za besedo za začetek. Hvala Eva za besedo. To vprašanje me je že kar malo nagovorilo že v začetku, ker sem takih dogodkov zelo vesela tegale vabila na to okroglo mizo, ker kot GEN-I zelo veliko pa zelo radi sodelujemo s fakultetami. Taka sodelovanja s fakultetami, razni karierni dogodki, pa sodelovanja na hekatonih, na raznih kariernih zmenkih, okroglih mizah se nam kažejo kot odlične priložnosti, da spoznamo mlade študente, iskalce prve zaposlitve, ki iščejo neke prve priložnosti ali pa tudi študentsko delo, pa pač neko priložnost za zaposlitev, da so take dogodki fajn za to, da spoznamo, se pravi, nove kadre, pa tudi lahko damo kakšno nalogo, pa se dejansko že nekdo tudi kar izkaže malo v praksi. Tako da dogodki po fakultetah so res dobrodošli. Me pa veseli tudi, da so tudi fakultete to prepoznavajo, pa so odprte za sodelovanja z marsikatero, pa upam, da tudi s kakšnim udeležencem smo se kje že srečali, ker z marsikatero fakulteto zdaj sodelujemo tudi pri kakšnih predmetih, da se predstavimo, da so naše realni izzivi, ki jih imamo v podjetju, del kakšnih vaj, seminarjev. To se mi zdi res super, ker se mi zdi, da res se nekako približamo tako mi študentom, da pokažemo, kaj sploh počnemo, kaj so nekako realne naloge, pa hkrati vidimo, kako razmišljajo tudi študentje. Tako da takole sodelovanje s fakultetami so mi super, pa upam, da se tudi na današnje okrogli mizi kakšno sodelovanje ali pa se kakšna komunikacija odpre. Hvala. Maja, lahko vas vprašam na Finančni upravi, kako se pa vi, po katerih kanalih privabljate kandidate? Ja, lepo pozdravljeni še z moje strani. Tudi na FURS-u zelo veliko sodelujemo s fakultetami in izvajamo tudi veliko te študijske prakse, ker smo zelo velik organ, razvejen, naša organizacija je po celi Sloveniji, sodelujemo tudi z različnimi fakultetami, ne samo recimo Univerza v Ljubljani, ampak tudi Maribor, Koper in podobne fakultete. Tako da imamo tudi enkrat na leto oziroma dvakrat tudi povabimo študente k nam, tukaj na Generalni finančni urad, in malo predstavimo delovanje našega organa, ker vsak, ki sliši FURS, jaz pač, vi pobirate samo davke in to je to, ne, in tako so zelo presenečeni, s čim vse se ukvarjamo, kaj vse nudimo, recimo, ne. Tako kot je moja sogovornica predhodno že povedala, tudi mi se udeležujemo teh kariernih dogodkov, ker skušamo predstaviti, poiskati neke mlade zainteresirane, jih povabiti k neki prijavi, k študentskemu delu, tudi tega imamo veliko, ne samo neke splošne administracije, tudi zelo veliko imamo teh študentov, ki neko strokovno delo opravljajo,
tako da so zelo tudi dobrodošli v tem delu. Pa pri nas se zelo poslužujemo tega pripravništva. To je zelo dobrodošlo, tako da je ponavadi nekako karierno tako, da marsikater študent, ki se pri nas zaposli preko študentskega servisa, ga pol vzamemo v formalno pripravništvo, ki traja 9 mesecev in potem več ali manj se potem tudi vsi zaposlijo za nedoločen čas, no. Tako da tega instituta se kar poslužujemo. Pa mogoče bi poudarila, da z novim zakonom o javnih uslužbencih se je letos zopet se omogoča štipendiranje. Veliko let je bilo zamrznjeno to kadrovsko štipendiranje v državnih organih. Z novim zakonom se je ta možnost zopet odprla, tako da letos bojo šli prvi razpisi za študente, tako da smo mi nekako prepoznali kar veliko število potencialnih bodočih štipendistov, ki smo jih potem, razpisi bojo nekoliko kasneje, ne, v avgustu in oktobru, tako da vse vabim, da so mogoče malo pozorni, ko bo Ministrstvo za javno upravo objavilo tele kadrovske štipendije, ker se mi zdi, da so en zelo dober ena dobra podlaga naprej tudi za nadaljne, da lahko že tekom študija spoznajo organ, katerikoli, ne samo FURS, tudi ostale organe v javni upravi, tako da. Maja, jaz sem pa kar eno vprašanje v imenu študentov. Kje pa se to objavlja, ko ste rekli, bomo objavili? Kje se to, kje se te stvari najdejo? Prvič v preteklih letih, preden se je to štipendiranje ukinilo, je bilo objavljeno v Uradnem listu. Tako da sklepam, da bo, mislim, lahko pol, ko bomo vedeli to informacijo, ker to je preko Centra za kadre na Ministrstvu za javno upravo, tako da bomo se letos prvič s tem srečali, tudi vsi organi in tudi oni, tako da lahko to informacijo podelim mogoče gospe Tamari, ko bomo vedeli, pošljem mogoče linke, ko bojo te objave, da jih pošerate. Zelo veliko objavljamo na tem portalu Popr, vsa ta pripravništva, ki jih imamo, tudi ena kolegica iz PR-ja potem vsakič to objavi, našo objavo. Hvala, Maša. Urša, kako je pa pri vas? Sodelovanje s fakultetami, to obstaja v Outfit 7, oziroma katere kanale pa vi uporabljate? Najprej en lep pozdrav vsem in hvala za povabilo. In Eva, lepo te je videti. Z Evo se poznamo od prej, no, čistko. Zdaj pa, kar se tiče študentov in študentskega dela, v Outfitu smo že, jaz sem v Outfitu zdaj približno že 12 let, že ko sem se pridružila tej ekipi, smo ugotovili, da v Sloveniji je precej malo profilov, ki ustreza našim zahtevam, ne? Vi verjetno veste, prihajamo iz gaming industrije, kar pomeni, da je malo univerz, kjer v bistvu razvijajo prav dotične skille, ki jih mi potrebujemo za razvoj aplikacij, razvoj gamov. Tako da smo se že 10 let nazaj odločili kar z veliko fakultetami ustvariti neke sinergije in sodelovanje. Celo recimo, da vam povem, nedavno smo se udeležili tudi seje ravnateljev, kjer smo v bistvu poskušali pomagati pri v bistvu oblikovanju programov, hkrati sodelujemo tudi v kakšnem odboru in tako naprej. Skratka, res poskušamo biti aktivni, proaktivni, pomagati izdelovalcem programa, da dejansko gradijo talente, ki so potrebni tudi za ta spekter, kot je, ne vem, recimo game development ali pa game design in tako naprej. In hkrati tudi z veseljem se odzovemo takimle povabilom, ker se zavedamo, da biti izpostavljen, povedati ljudem, kaj in kako delamo, je tudi nek način, da se približamo. Imamo na našo srečo tudi to srečo, da smo kar priljubljeno podjetje, tako da moram reči, da tudi če se ne bi prav dosti trudili, bi imeli kar nekaj navala študentov, ki se vsako leto skušajo k nam ali prideti na kakšen internship, prakso, sodelovati na kakšnih projektih, narediti kakšno interno raziskavo, no. Drugače pa aktivno sodelujemo in zelo veliko z ekonomsko fakulteto, s FRIEM, tudi z Centrom poslovne odličnosti,
kjer soustvarjamo tudi podiplomske programe in pa tudi te doktorske študije. No. Tako. Hvala, Urša. In Nina, katere kanale pa vi uporabljate, da dregnete primerne kandidatke in kandidate? Pozdravljeni tudi z moje strani in hvala za povabilo. Dejansko vse, kar so moje sogovornice omenile, bom rekla, na nek način izvajamo tudi pri nas. Dodajam pa mogoče še par takih, lahko rečem tudi old school trikov, ne nazadnje. Priporoči prijatelja, recimo, je ena taka iniciativa, ki zelo dobro doseže ali pa glede na število priporočenih prijateljev imamo kar veliki splen pri zaposlitvah. To je ena taka nedigitalna, ne v najnovejši dobi strategija, ampak zelo, zelo dokazljiva. No. Veliko sodelujemo tudi s študentskimi društvi, naj si bo to skozi kreacijo njihovih dogodkov, prisotnost na njihovih pobudah, tako da tudi to absolutno poleg sodelovanja s fakultetami in univerzami je tudi za nas to zelo pomemben vir kandidatov in mladih talentov. Dodala bi na nazadnje samo še, pa mogoče kot zadnji, no, v bistvu socialna omrežja in digitalne kampanje. Tudi to je v zadnjih 2 letih v bistvu zelo močen vir ali pa priliv nekih prijav mladih talentov, ki jih res lahko targetiramo glede na talente ali pa glede na sposobnosti, ki jih iščemo. Tako da se ne omejimo samo na en portal ali pa samo na naj si bo to spletni portal, naj si bo to časopis, kakorkoli, ampak nam res razširi poti in doseg do kandidatov. Tako da ja, vidim, da imamo dobre prakse povsod. Izvrstno. In to pomeni, ste prisotni v šolah, na družbenih omrežjih, mrežite se, da nekako vzbudite neko pozornost pri primernih kandidatih. In potem se kandidat prijavi in življenjepis mu napiše seveda in polepša umetna inteligenca, da v sliki ne govorimo. Kaj pa je tisto, ko se prijavi 40 kandidatov, kaj pa vas danes potem v tem selekcijskem postopku pa prepriča? Nina, bom kar vas, ker vidim, da želite, ker bi radi kaj delili, izvolite. Ja, hvala. Dobro ste prepoznali. Ja, umetna inteligenca zagotovo olajša mogoče samo pisanje življenjepisa, dobijo pa v bistvu konkurenčno prednost kandidati, ki pustijo svoj pečat v teh življenjepisih. Tako da to bi zagotovo bil eden od mojih nasvetov, ne se držati samo umetne inteligence in tisto, kar vam sistem prikaže, ampak dodajte svojo noto, ker ta avtentičnost je tista, ki vas pripelje tudi v naslednje korake po razgovoru, ne samo skozi prvo oceno življenjepisa. Tako da smo tudi mi zelo previdni, ko pride do tega, opažamo vse več uporabe umetne inteligence in seveda je to nekaj, kar bomo v prihodnjih letih in tako naprej vsi morali znati delati s tem, upravljati s tem, ampak hkrati tudi z nekim razumom ali pa zdravo pametjo zraven, da uravnamo, kaj vse umetna inteligenca lahko doprinese. Mogoče jaz še kar dodam, pa se navežem nate, da bo bolj tekoče. Mi se v tem trenutku še izogibamo pač zgolj samo, ker zelo je moderno uporabiti tule tudi pri selekciji kadrov. Mi smo se odločili, da mi CV-je želimo pregledati. Tisto osebni pečat, ki ga mi želimo dobiti ali pa vzbuditi neko zanimanje za kandidata, je preko motivacijskega pisma, ki je mogoče že zelo stara metoda, ampak mi jo še vedno uporabljamo. Mi želimo videti, kaj je v bistvu ključno oziroma kaj je želja, kaj je motivacija človeka, da se sploh prijavlja k nam. In to je tisto, kar je prvo sito. Zagotovo kandidati, ki napišejo nekaj generičnega, ki vidiš že v motivacijskem pismu, da je pozabil spremeniti ime podjetja, to je nič narobe, vsem se zgodi napaka ali pa smo površni ali pa kakorkoli, ampak že to je velik odraz tega, a pa te res zanima outfit, bi res sem prišel, ker te zanimajo gamei ali pač samo iščeš job, to je tisto, kar te dela različnega. In recimo v outfitu od samega začetka nam je bistveno, kar iščemo pri kandidatih, je passion. Passion za to, kar delaš, da ti to uživaš in živiš in se ti zaiskrijo oči, kot smo videli pri Nini, ko razmišlja o rekrutmentu, o načinih dela. In to je tisto, kako zdaj to pokazati.
jaz velikokrat dobim komentar na naš selekcijski proces. Mi ne glede na to, ali iščemo študenta ali iščemo nekoga na zelo senior poziciji, mi si vzamemo za to čas. Čas je že, predpriprava je sama definicija pozicije, koga iščemo, zakaj, res specificiramo in si povsem razčistimo dejstva, kaj je ta, v bistvu, kaj je vloga, ki jo podjetje potrebuje, potem pa gremo v iskanje. Ko pa imamo selekcijo kandidatov, si pa za te vzamemo čas in včasih si vzamemo tudi več tednov, ne vem, to je lahko tudi do 7 intervjujev s tem človekom, da res razumemo, a je win-win situacija za nas, tako za nas kot za kandidata, ker definitivno sam rekrutment, recimo, zakaj verjamem, da je tak torov pristop, a ne, kljub temu, da kandidati pol velikokrat rečejo, ja, pa ste zahtevni, pa toliko razgovorov, pa tehnični intervju, pa culture intervju, pa intervju z VP-jem, pa zakaj ni to waste of time za študenta? Ne, zato ker mi, ko nekoga sprejmemo, mi si vzamemo si čas za onboarding in vse to in želimo investirati čas v prave ljudi, v tiste, v katere verjamemo in potem tudi dolgoročno vzgajamo, a ne? Urša, eno vprašanje, kaj to motivacijsko pismo je, oziroma kaj kandidat naj napiše motivacijsko pismo, koliko naj bo motivacijsko pismo dolgo, koliko pri tem uporabiti umetno inteligenco, koliko pa svoje besede, bom kar direktna, no. Ja. Super vprašanje. Jaz mislim, da nič ni narobe z umetno inteligenco kot tako, če ti popravi kakšne napake, olepša kakšne besede, ampak at the end of the day, ti moraš v motivacijskem pismu izraziti sebe, kdo si ti, kakšno energijo ti oddajaš. Ne gre se za količino teksta, gre se bolj za to, da ti v pismu opredeliš, kaj v bistvu, zakaj si ti želiš priti na to pozicijo in kaj v bistvu verjameš, da so tvoje prednosti napram drugih kandidatov, če se že prijavljaš na to pozicijo, a ne. Torej, to lahko za kakšno pozicijo res na kratko napišeš. Lahko je to HR delo z ljudmi, verjamem v to, da lahko doprinesem s tem pa s tem. Torej, to ne rabi biti 16 strani dolgo esej o samem sebi, a ne. Lahko je to zelo na kratko, ampak mora biti pa res specifično usmerjeno na pozicijo, tvoj doprinos z delom na tej poziciji. Lahko tukaj samo... Pardon, ker se mi zdi to, kar je Urša izpostavila, zelo pomembno, pa mogoče kar opažamo včasih pri mlajših talentih ali pa pri prvih iskalcih zaposlitve, da so premalo pogumni izpostaviti to, kaj lahko doprinesejo. Tako da kar pogumno izpostavite izkušnje, lahko so to študentska dela, lahko so to neki hobi, ki so vas privedli do neke odgovorne vloge, ki ste jo tam pridobili, tako da vse te stvari izpostaviti in če se tako spet vrnem k tej moji besedi, dodati svojo noto tudi v motivacijsko pismo. Jaz bi mogoče tukaj še dodala, da kaj res izstopa, recimo, ko gledamo v teh goro enih teh CV-jev, ki beremo že, da konkretizirajo neke primere namesto nekih splošnih faz, ne vem, sem timski človek, napišite konkretno, ne vem, na fakulteti sem sodeloval na nekem projektu, ker sem delal to pa to, mislim, mogoče se kakšnemu študentu to ne zdi zelo minorna stvar, ampak s tem dejansko nekaj pokažeš, neko kompetenco in se izkažeš s tem, no. To bi pač dodala še. Ja, meni ravno to mi je zdaj všeč, Maja, kar ste povedali, ker take primere iščemo v motivacijskih pismih. Mislim, da smo se tukaj razbrali zdaj ljubiteljici motivacijskih pisem, okrogla miza na to temo, ampak so res, meni so zelo informativna. Jaz velikokrat najprej to kliknem motivacijsko pred CV-jem, zato ker me zanima, ker tam je priložnost, da se nekdo izrazi, pa me res zanima, zakaj bi nekdo prišel k nam, kaj bi počel, kakšna so njegova pričakovanja. In so taki konkretni primeri, so tisto, kar šteje, tisto, kar ti lahko napiše umetna inteligenca, teh par takih splošnih izrazov, da si ambiciozna oseba, ki je vedno odprta za sodelovanje, hkrati pa ima močen individualni doprinos. Mislim, tak stavek, mislim, so vsi identični, no, in mene zanima pa ravno taki primeri,
kaj je nekdo počel in česa si želi, kaj je mogoče, zakaj je sploh se odzval na ta oglas, kaj so tiste stvari, ki jih bi rad si predstavljal, da bo nekdo day to day, se pravi vsakodnevno počel, s čim bo prispeval. Tako, take stvari nas zanimajo in motivacijska pisma so res fajn za brati, če so lepo napisana, če jih pa napiše celega umetna inteligenca, se pa to res hitro pol razberejo. In če gremo od teh lepih stvari, od CV-ja, od motivacijskega pisma k lastnostim, ki jih vi delodajalci danes iščete. Maja, vas lahko vprašam za začetek vas, kaj so lastnosti danes, a je kakšna formalna izobrazba te determinira, a je to starost, je to karkoli, kar iščete pri primernih kandidatih, a so to samo osebnosti, neke lastnosti, neke vrline, kaj je tisto najpomembnejše? No, kot sem že omenila prej, da pač javni sektor je veliko bolj formaliziran kot zasebni sektor. Tako da nekako moramo za vsa delovna mesta mora biti osnova neka stopnja izobrazbe. Prvotno, ne. Na FURS-u se zelo ne radi dajemo smeri izobrazbe, ko razpisujemo delovna mesta, razen pač, ne vem, v postopkih, ko, ne vem, se odloča na drugi stopnji, da potrebuješ res pravnika v kakšnih res na konkretnih delovnih mestih, ampak sicer smo pri nas zelo odprti, ker pri nas imamo od elektrotehnikov do strojnikov, do ekonomistov, ni da ni kaj vse imamo, ker je tako raznoliko in se zelo neradi omejujemo s to stopnjo izobrazbe, tako da pač ta formalni pogoj, ki ga moramo pač zadostiti, je seveda pač neka stopnja izobrazbe, ki ga ima. Potem pa mi tudi zelo dajemo, kar naredi pač, mislimo, da razliko od ostalih, ne, pač kompetence. Se mi zdi, da tudi zdajle se je javni sektor zelo začel tudi s tem prenovo tega zaposlitvenega postopka, je zelo velik poudarek dal na kompetencah, tako da se zdajle zelo tudi v zaposlitvenih, v selekcijskih postopkih se velik poudarek daje kompetencam, no. Tako da neke kompetence so predvsem kakšno kritično razmišljanje, komunikacija, da vidimo s kandidatom, kakšna je, kakšen način sodelovanja ima, povezljivost, mislim, kakšno samoiniciativno že pokaže kandidat tekom razgovora. Tako da se mi zdi, da tudi v javnem sektorju gremo iz tega res bolj formaliziranega, gremo v veliko bolj iščemo neke mehke veščine, neke kompetence. Na tem se mi zdi, da je poudarek, recimo tudi pri nas, no. Nina, kaj pa pri vas tisto, kar prevaga, kaj tisto, če imate 3-4 zanimive kandidate, katere so lastnosti, ki jih iščete pri primernih kandidatih? Zagotovo je ta potencial. Ni nujno, da ima nekdo prav res izkušnje, kot so zapisane v opisu delovnega mesta, ampak tisto, kar lahko doseže, naj si bo to z motivacijo. Veliko je že omenila Maja pri tem, kar je ona predstavljala, zagotovo tudi ta nek čut odgovornosti. Mi pravimo temu values and behaviors oziroma vrednote in vedenja, ki pridejo do izraza skozi selekcijski postopek in ta zmožnost, da se to uredi, ko pride do zaposlitve, in tudi realizirane uredi, ko pridemo do zaposlitve. To je pri nas zelo pomembno v bistvu. Tukaj v chatu se že malo sledim vprašanja publike. Tukaj, kako naj nekaj napišem motivacijsko pismo, če pa nimam ustreznih izkušenj? Kaj napisati, Nina? Ja, zagotovo so pri ključnih kriterijih za zasedbo delovnega mesta navedene neke kompetence. Naj si bo to organiziranost, naj si bo to povezovanje, timsko delo in tako naprej. In prepričana sem, da vsak od nas v bistvu lahko najde tudi to vrstna znanja, preden dejansko začnemo delati na svojem področju, področje, na katerem se izobražujemo. Pa če dam čisto en tak zelo praktičen primer, sem za vikend prostovoljna gasilka. Tukaj je velika mera odgovornosti, ki jo moram prikazati skozi ta v bistvu moj hobi,
a ne. In to so stvari, ki jih zagotovo lahko prikažem tudi v življenjepisu, pa to je zdaj samo en primer, recimo, a ne. Tako da kar pogumno, zagotovo imate, sem prepričana, ta znanja. Hvala. Jaz bi tudi Urša? mogoče dodala, se opravičujem, pisno izražanje, recimo. Pri nas v javnem sektorju je veliko sodelovanja tudi z zunanjimi deležniki, je potrebno kakšne formalne dopise pripravljati, ne vem, da nekdo, če ve, da se na neko uradniško delovno mesto prijavlja, pri katerem bo veliko tega nekega pisanja ali podajanja nekih odgovorov, da, ne vem, poudari, da je dober v pisanju, da ima, ne vem, to in to kvaliteto iz tega, da se potem vidi. Tako kot je že Nina povedala, zelo veliko se tudi preko hobijev vidi, da kaže, kakšen je človek, recimo, ali vidi, ali je, recimo, ne vem, kolesar, ne vem, se vidi, da je nek vztrajen tudi s tem, ne vem, se mi zdi, tako da naj tudi take stvari poudarijo, ne samo pač neke formalne izkušnje ali pa kaj takega. Urša, rekli ste že strast, je tista stvar, ki pri kandidatih iščete, predvidevam tudi neka fleksibilnost in odprtost za učenje, drži? Super, to si odlično povedala. Pri nas v bistvu formalno izobrazbo nimamo nikjer opredeljeno, a ne? Torej, to pomeni vsak z končano srednjo šolo, poklicno, strokovno, kakorkoli je dobrodošel, da se prijavi. Seveda, če ima, ne vem, neka znanja za pokazati, ali je to, da vam povem, najbolj tako zanimiv, najboljši developer, ki sem ga jaz zaposlila na najvišjo pozicijo, je bil v bistvu po izobrazbi kuhar. A ne, torej res, z vsem dolžnim spoštovanjem do kuharije, ampak je to drugo kot game development, a ne. Torej, hočem reči, res, pri nas izobrazba ni nek kriterij, po katerem presojamo ljudi. Zagotovo, ja, če rabiš pravnika ali pa če rabiš, ne vem, neko tako stvar, je to tudi eden od kriterijev, seveda, a ne moreš biti pravnik brez da imaš končano pravno fakulteto, ampak to je pa tudi edina pozicija, ki ima opredeljeno izobrazbo. Drugače pa, kar se tiče naših pričakovanj, seveda, zdaj različne so pozicije, kjer zahtevajo izjemno veliko izkušenj, znanj, industrijskega znanja in tako naprej. Seveda jaz svetujem, da na take pozicije se ne bomo najprej prijavljali, ne. V Outfitu imamo vedno odprto neko splošno prijavo za študente oziroma neko splošno prijavo, kjer se lahko napiše želje, se izrazi, kaj človeka zanima. Tudi imamo kar nekaj odprtih pozicij, kjer v bistvu so zahtevane neke take zelo minimalne zahteve, nekaj, kar lahko tudi dobiš na podlagi tega, da že samo iniciativno delaš, a ne, na nekih stvareh. In ja, predvsem pri takih pozicijah, kjer v bistvu je največji doprinos narediš s tem, da si se pripravljen učiti, si pripravljen, ne vem, prevzeti odgovornost, razumeti nekaj na drug način, in te to ta področje zanima, si curious, a ne, hočeš razumeti, kako pa se to dela, kako bom jaz zdaj te svoje skille prenesel v prakso, a ne, biti pripravljen, širiti obzorja in iti out of your comfort zone, a ne. Jaz sem tudi psihologinja, ne, jaz sem tle prišla v to podjetje, v bistvu sem se jaz prijavila na, da vam povem čisto konkretno, a ne, jaz sem se prijavila na pozicijo, mene je izjemno zanimal marketing, a ne. Jaz sem se prijavila na neko vstopno pozicijo v marketing in sem tudi napisala motivacijsko pismo, mene zanima delo v marketingu, sicer me tudi zanimajo ljudje, sem psihologinja in tako naprej. In mene je naša rekruterka takrat poklicala in je rekla: Urša, super, nam je tvoje motivacijsko pismo všeč, jaz mislim, da se nekako čutimo, ampak mi te bolj vidimo za HR, bi se bila pripravljena pogovarjati o tem. No, sem tako, ja, dajmo se pogovarjati, a ne, niste imeli nič odprt na to temo, mogoče bi me bolj zanimali kot marketing, a ne. Hočem reči, ne zaperimo si možnosti, pa seveda je super, da napišemo, če imamo dotične izkušnje, znanja, kompetence na področje, na katero se prijavljamo, super, če se prijavljamo pa na nekaj bolj splošnega, je pa super, da orišemo res tiste močne aspekte sebe, a ne, v čem si dober, a si dober v organizaciji, a si dober v, ne vem, povezovanju nekih stvari. Eno stvar, ki jo prej nisem omenila, kako mi pritegnemo študente, poleg tega biti prisoten na teh omrežjih ali pa Instagramih ali pa tako, pa pokazati res tvoj vibe, kako ti delaš.
Mi organiziramo tudi enkrat letno, odvisno od leta, Talent Camp, kjer v bistvu damo ljudem brez kakršne koli izkušnje priložnost, da pridejo, se preizkusijo v razvoju iger, se spoznajo z ljudmi, dobijo mentorje, dobijo nek community, se spoznajo z študenti, tudi pridejo ljudje iz vseh koncev sveta, se podružijo v enem tednu, dobijo dejansko neko znanje, izkušnje, katerega potem lahko tudi v svoj CV in tudi v motivacijsko pismo napišejo, ne. Tako da priložnosti je res veliko in ta passion se kaže tudi v tem, a ne, iskanju priložnosti, ne samo čakati, da bo priložnost prišla, a ne. Priložnost se mora, kdaj se tudi sama kreira, a ne, samo jo moramo znati zagrabiti, no. Super. In zdaj bom naslednje vprašanje, jaz tukaj kar sledim, kaj komentirate, sprašujete, kako je pa s stvarmi, ki jih je morda dobro zamolčati ali pa poudariti, tukaj sprašuješ, študent predvidevam, kako gledate na kandidata, ki recimo trenira borilne veščine, ker on sam opaža, da dobiva čudne poglede, ko se omeni, načeloma pa je treba biti veliko empatije in paziti na sparing partnerja. To pomeni v življenjepisu, kaj omeniti, kaj ne. Tamara, morda vprašanje tudi za vas, za študente s posebnimi potrebami, to omeniti takoj ali ne. Sama imam izkušnjo kandidatke, ki je prišla in je rekla, da ne more, da ima težavo z ekrani, ker lahko dobi epileptični napad. To je bilo še v preteklosti in to direktno vsakemu delodajalcu povedala in je takoj so delodajalci zaprli vrata. Tamara, kako je to pri vas v Novartisu, študenti s posebnimi potrebami oziroma za vse ostale, kaj napisati, kaj pa zamolčati ali pa raje povedati kasneje v živo? Ja, v bistvu smo se zdaj dotaknili na nekaj več področij, vezano je tudi nekako na delovanje z integriteto oziroma primarno tudi, a ne, v kakšno organizacijo želimo iti, pa kakšen signal želimo tudi sami dati. In mi definitivno vedno priporočamo, da delujemo, no, z veliko mero transparentnosti, v smislu, da poleg tega seveda, a ne, pač povejmo, kaj so naši interesi, kje je ta strast, v čem smo dobri, kaj mi lahko prinesemo v okolje, ampak tudi nekje na vmesni točki izrazimo, v kolikor imamo neko potrebo po prilagoditvi. Zdaj v Novartisu se tega lotevamo relativno močno na sistemski način, imamo tudi tako imenovan Disclosure Disability Guide, ki je v pomoč kadrovski službi in vodjem pri tem, da nekako vejo, imajo orientacijo, kako ravnati, če pride do tega, da pa kandidat tudi omeni, to pa to prilagoditev bi potreboval. In enako velja za sam postopek zaposlovanja, torej imamo smernice za zaposlovanje oseb z invalidnostmi, imamo tudi smernice za evakuacijo, kar pomeni, da tisti, ki bi potrebovali dodatno pomoč, se pravi služba za zdravje in varovanje okolja, skupaj s kadrovsko službo in vodjo, potem pogleda, kakšen je potreben postopek, zato da lahko zagotovimo, bog ne daj, a ne, pomoč tudi za take primere. Tako da se zavedam, da je tukaj lahko res kar precejšen strah, da lahko se seveda zgodi, a ne, smo ljudje, so kakšne pristranskosti, ampak verjamem pa oziroma sem precej pristaš tega, da že s takimi sistemskimi spremembami lahko veliko naredimo za to, da čim bolj zajezimo oziroma da opremljamo vodje s tem, kako ustrezno ravnati, ko so soočeni z nečim, kar v bistvu prej še niso morda spoznali. Tako da v vsakem primeru res priporočam študentom z omejitvami oziroma posebnimi potrebami, no, da tudi o tej plati spregovorijo, ker pač je pomemben del identifikacije. Hvala, Tamara. Jaz bi mogoče sem povedala primer, kar se je pri nas zgodilo, ker pač neka oseba, ki je imela neke omejitve, tega nikakor ni omenila. In se je potem izkazalo, ko je že bila sprejeta na delovno mesto, je bila že, pa ni opravila zdravniškega pregleda, ker so ugotovili, pač to delovno mesto, za katerega se je ta oseba prijavila, je bilo tudi delo na višini. Ne vem, nek pregled, nek cistern in podobno. Ja, in potem oseba, ker tega že od začetka ni omenila, potem zdravniškega spričevala ni, pač pregleda ni opravila, ker pač je imela omejitve in ni smela delati na višini. In potem se mi zdi, da je bilo razočaranje na obeh straneh. No. Hočem reči, da se mi zdi, da je tako, kot je rekla že Tamara, da je potrebno že od začetka igrati z odprtimi kartami. Zdaj pri nas je, ko smo to, mislim, pa
tudi prebivalstvo se stara, zaposleni se starajo v podjetjih, tudi sčasoma pridejo neke določene omejitve in zaradi tega ga ti kar ne odpustiš, ampak prilagodiš delovno mesto tej osebi. Tako da mislim, da s tem ni nič narobe, če že poveš, kaj je ključno. Zadnje je to dobrobit in zdravstveno dobrobit nas posameznikov, ki imamo neke omejitve. Ne? Se pravi, če jaz ne morem gledati v ekran in to zamolčim, bom sama sebi škodila, če potem pridem na delovno mesto in gledam v ekran, če mi že nekako uspe opraviti zdravniški pregled. Ne? Tako da tukaj je obojestranski interes, da se uspešno nadaljuje zgodba. Mislim, tudi tukaj smo velike predstavniki takih večjih organizacij, predstavnice. In verjamem, saj naša praksa bila taka, da smo potem tudi iskali pa mogoče neke druge možnosti. Saj ni bilo, morda bi pa ta kandidat, Maja, o katerem ste zdaj govorili, pa za kakšno drugo delovno mesto, ki bi bil odličen, lahko odličen zaposleni, ampak ko se enkrat ogdeleč, da je pač zavrnjeno zdravniško, mislim, tako težko pol odpreš nek tak dialog še enkrat. Zaupanje je pol, se mi zdi tako, se to, takrat je pol že tako, razočaranje na obeh straneh, zaupanje je nekako malo podrto, tako v smislu, kaj pa, je mogoče še kaj drugi, ki je v zadej, je bilo vse povedano. Tako da, če se to naslovi, pa tudi, če ne na prvem pogovoru, ker razumem pa tudi zadržke kandidatov na drugi strani, take zgodbe, Eva, kot si zdaj spostavlja, da se lahko, če ima nekdo tako negativno izkušnjo ali pa sliši to drugega, da je mogoče na prvem pogovoru težko odpreti, ampak potem pa čim prej je pa fajn, na naslednji priložnosti pa tudi to nasloviti, zato da se lahko najde neko pa ustrezno rešitev. Mislim, mi smo s kandidati imeli tudi marsikater kakšen tak pogovor, pa z nekaterimi smo potem našli neke prilagoditve ali pa mogoče neko drugo delovno mesto, ki je bilo še bolj ustrezno za obe strani, z vsemi pa žal ne, včasih pa pač ni mogoče prilagoditi okolja pa delovnega mesta. Včasih pač tudi na naši strani so neke omejitve, ki jih ne moramo preseči, ampak je pa fajn o tem govoriti boljš prej kot pol. Na koncu po full energije in časa ugotovi, da nekaj ne bo šlo česa. In zdaj, če gremo pogledat trg dela, vemo, da je drugačen, kot je bil 10 let nazaj. In kandidati imajo danes na voljo veliko več ponudbe delovnih mest, kot so jih imeli v preteklosti. In ponudbe delovnih mest niso samo v Ljubljani, niso samo v Sloveniji, niso samo v Evropi, sploh če govorimo morda o nekih visokotehnoloških delovnih mestih. In zanima me, kako gledate na vprašanje, ki je bilo zastavljeno od naših poslušalcev in gledalcev. Kako gledate na to, če se kandidat prijavi na več delovnih mest hkrati? Ali je to, naj pove, je to njegov minus, naj vas na to opozori ali naj raje zamolči? Ali morda celo vprašanje, kaj pa če se prijavi na 3 različna delovna mesta in ker ste iz velikih organizacij, naprimer Novartis, in se prijavi in v razvoj, in v marketing, in ni na vas te informacije sploh ne pridejo? V praksi pridejo, ker je vse v enem sistemu, tako da vidimo v bistvu vse prijave posameznika ali pa posameznice. In če se mogoče lahko vrnem kar na to, kar je sodelavka Tamara povedala, se pravi, transparentnost je vseeno najboljša smer. Nič ni narobe, če imamo več interesov. Pa če pogledam, kaj vse smo se že danes pogovarjali, eno od teh je tudi motivacijsko pismo. In lahko jaz dejansko imam interes za 2 različna področja, mogoče celo 3. Je to že malo manj verjetno, ampak je pa možno. Tako da jaz tukaj ohranjam to iskrenost pri tem, zakaj mene določeno delovno mesto zanima, ali pa ne nazadnje, mislim, da je bilo tudi eno od vprašanj. Študirala sem nekaj, izkušnje imam iz nečesa drugega, želim se vrniti na področje, ki sem ga študirala. Tukaj se to lahko, ta preskok potem zgodi in mene zanima nekaj čisto drugega, iz česar imam izkušnje. In to najlažje in najbolj transparentno razložiti je tisto, kar bo naredilo piko na i oziroma neko potrditev za naslednje korake. Tako. Ja, še kakšna taka izkušnja? Jaz lahko povem, da pri nas, ki imamo zelo veliko razpisov,
zelo pogosto se zgodi, da se nek kandidat prijavi na več različnih delovnih mest. Ponovadi to že pride, tako kot je že Nina rekla, v en sistem in že vidiš, na katera delovna mesta se je prijavil. In zelo veliko krat se nam zgodi, da je povabljen na razgovor in so pač ponavadi tudi različne komisije in potem se med seboj posvetujejo in vidiš, saj mogoče bi bil ta bolj primeren, ne vem, za nadzor, tisti je bolj, ne vem, na davkih, ta bi bil pa, mislim, dobiš pa nek občutek, tako da je tudi zelo veliko kandidatov nam tudi sami povejo, jaz sem se prijavil tudi že na tisto delovno mesto tukaj. Je pa tudi včasih zelo dobro pogajalsko izhodišče za kandidate, če reče, saj imam tudi odprte, sem se prijavil še nekam drugam, imam še tam možne razgovore, tudi to. Se mi zdi, da nam delodajalcev takrat reče, še posebej, če gre za zanimive kandidate, okej, nisem mu edina možnost, tako da se mogoče tudi delodajalci potem malo podvizamo, malo bolj potrudimo za tistega kandidata, ki je pač se prijavil. No. Tako da se mi zdi, da to ni slaba stvar, seveda, če nekdo ne blefira, no. Če nekdo pač reče, samo zaradi tega, da si rating dviguje oziroma neko vrednost, potem pač tega vidika ne. Če pa pač resno, se mi zdi, da je pa fajn, da pove, ker se mi zdi, da ima potem tudi več možnosti. No. Kaj pa neformalne? Danes je moderno ali pa aktualno mikroizobraževanja in različne neformalne izobraževalni tečaji. To šteje pri zaposlitvi ali ne? Maja, morda pri vas začnemo. Jaz bi začela zaradi tega, ker mi smo letos začeli, oziroma lani prav z projektom s tem mikrodokazili na fakulteti. Smo se povezali z eno fakulteto, ki daje, pač izvajamo mi svoj program in na podlagi tega oni tudi dobijo neka dokazila, ki so jim potem tudi pri nas v pomoč, potem, da jim ni potrebno toliko velikih izpitov narediti, ker pri nas morajo potem, ko so enkrat redno zaposleni in so na takšnih delovnih mestih, imajo kar enih izpitov za narediti, od prekrškov do izpitov iz finančnega opismenjevanja in vsega tega, tako da jim ta mikrodokazila samo nek plus so, recimo, pa če ima že kakšen certifikat, ki bi mu lahko tukaj prišel prav, tako da to je zelo dobrodošlo, da recimo kandidati omenijo. Nina, kako je pa pri vas? Se strinjam. Tudi nenazadnje vsem našim zaposlenim nudimo brezplačno izobraževanje na Courseri, tako da to absolutno podpiramo in smatramo kot verodostojno, no. In kaže neko rdečo nit interesa, se pravi, kaj je tisto, kar mene zanima, pa neko sposobnost učenja, tako da absolutno toplo priporočam, da se to navede. Če smo prej že omenjali, mislim, da je še Urša prav posebej izpostavila, da res cenimo pri kandidatih, pri mladih sploh neko učljivost, pa proaktivnost. Se mi zdi, da to je en zelo velik indikator, da se še nekdo dodatno izobražuje ob fakulteti, da išče še neko znanje, kaj je na teh platformah, online platformah mednarodnih, so velikrat neka znanja, mislim, neka zelo neka nove stvari, nove vsebine, ki so zelo dobrodošle, pa jih drugače še v neki slovenski literaturi ali pa na fakultetah še ni, tako da je to zelo dobrodošlo, da vidimo, da se nekdo še dodatno želi strokovno ali pa kako drugače še rast pa izpopolnjevati. Urša? Meni mogoče res prihajam iz drugačnega sveta, kakšna vprašanja so mi res zanimiva, recimo to okrog tega boksanja in to res mi želimo ali pa tudi, ne vem, okoli teh izobraževanj pa to, ko si vprašala biti iskren, dejansko mi si želimo nas, same sebe, kot delodajalce predstaviti taki, kot smo, ljudi iz mesa in kože, s plusi, minusi. Hočemo razumeti in pokazati tudi, kaj smo se naučili čez proces razvoja in tako naprej. In isto želimo in pričakujemo od kandidatov. Eden od naših principov, recimo zaposlovanja, je hire better people than we are.
Torej, da smo si na jasne, mi ne pričakujemo, da zdaj samo hočemo ljudi, ki so odprte glave in bodo nas pametnjakoviče poslušali. Mi si z vsakim človekom želimo rasti. Tudi mi se zavedamo majhnosti in tega, da tudi mi imamo še naprej priložnost za rast, a ne. Torej, ja, definitivno biti proaktiven, iskati neke nove vsebine, doprinašati ekipi z nekimi stvarmi, na katero trenutno sploh še nismo bili pozorni. A ne, tudi to, hiring for potential, to, kar so tudi punce na začetku omenile, a ne. Jaz včasih čez recruitment spoznam človeka, ki je super, ampak mi odpre čisto neko drugo obzorje. Torej, niti nimam pozicije še za njega odprte in smo pripravljeni se vse za mizo in si naliči čistega vina. A smo pripravljeni tvegati, ga zaposlimo, probamo narediti tole, mu damo tole priložnost? Ja, zakaj ne? Torej, ja, spet smo pri tem passion coru, kaj tebe zanima, kje si želiš res napredovati, pa tudi to še, a ne. Nismo ljudje zdaj stabilni in smo samo v tej špuri do konca življenja. Meni se zdi, da kaj je razlika med preteklostjo pa zdaj je predvsem to, da znaš ti različne vsebine med sabo povezati, da delaš holistično, a ne. Torej, jaz res, da sem psiholog, zelo me zanima ekonomija, zanima me biznis, zanima me razvoj produktov in tako naprej, a ne. Torej, jaz se ne bom zdaj razvijala samo psihološke teme, jaz se bom mrežila z ljudmi, iskala priložnosti, da tudi širše razumem, bolj kot jaz kot nek ekspert razumem še druga področja, lažje sodelujem, a ne. Tako da ja, s tem mindsetom, da res razumeš svojo ekspertizo, pa hkrati si humble, da hočeš razumeti tudi drugo, no, to se mi zdi, da tako velikokrat naši kandidati, zdaj, ko reflektiram, a ne, kaj izpostavijo, zdi se jim neverjetno, kako imamo to kulturo sodelovanja ali pa pomoči med sabo, a ne, da niso navajeni, a ne, dostikrat je tako, eksperti, analitiki sedijo v svojem kotičku, delajo in potem dajo podatke drugi ekipi in potem mora ta ekipa nekaj s tem narediti, a ne. Pri nas je res veliko tega, da skušaš ne samo dobiti podatke, skušaš razumeti, spraševati vprašanje, okej, kva s tem ti, tole si mislil, kul, v našem svetu je pa to tole, super, a lahko iz tega narediva, a ne. Super, hvala lepa. Jaz sem napisala kar za vse 4 tukaj danes eno vprašanje v chatu, tako da vam bo lažje, zato ker rada bi se postavila v čevlje udeležencev današnje okrogle mize in morda kot udeleženka bi mene zanimalo, rečemo za tipično delovno mesto pri vas, če rečemo za delovno mesto, ne vem, trgovca za električno energijo, na primer, če poznam podjetje GEN-I, a ne, rečemo 7. stopnja izobrazbe, koliko prijav bi danes povprečno dobili? Govorimo o zelo povprečnih številkah, ampak sam jaz kot kandidat, da približno vem, a tekmujem s 3 ali z 120 kandidati, zato me to vprašanje zanima. Koliko korakov v selekcijskem postopku me čaka, morda lahko samo naštejete samo na hitro kateri, a ne? In tudi eden od udeležencev sprašuje, koliko časa v povprečju en tak postopek od prijave pa do zaključka traja. Pa morda, Alenka, dam kar vam najprej besedo. Da začnemo s trgovci z električno energijo. To so take specifične pozicije, se kar težko, mi nimamo kar kadra na trgu, trgovci z električno energijo ali pa s katerimikoli energenti ne rastejo, ne na drevesih, pa tudi na faksih jih bolj malo se vzgoji, tako da imamo tukaj zelo močne onboarding programe in kar iščemo, ko iščemo mi se pravi traderja, no, kot mu rečemo, ko iščemo traderja, ponavadi iščemo neko zelo odprto za znanje, ker naši senior traderji povejo, da so naredili še eno fakulteto, ko so se nam pridružili na trading flooru in da so nekako samostojni postali v 3 do 4 letih. In iščemo predvsem, se pravi, neko radovednost, odprtost in pripravljenost bo dejansko grinding, ne, ker je treba delati in se učiti hkrati in je težko. In taka delovna mesta so pač specifična, ni prijav, mislim, 100 jih, ne, za povprečnega traderja sigurno ne, to je
prej 20 prijav, kaj takega. Potem so neka delovna mesta, ki so bolj splošna, ki jih imamo že mogoče tudi, ne vem, za neke tudi analitike ali pa data science, tukaj jih je mogoče več, ki so nekako bolj široki profili tudi, lahko pride do 50 prijav za neko administracijo, za neke bolj back office profile, kjer je tudi izobrazba bolj splošna, pa lahko pridemo do recimo 100 prijav, ne, pa lahko tudi zdaj se zgodi več. Ampak tako, za neke take zelo specifične profile, imam pa prej mi aktivno iščemo pa nagovarjamo kadre, smo kar aktivni v tem, da tudi predstavljamo, se pravi, kdo je trader, kako trgovci funkcionirajo, delajo, da upam, da čim več mladih to vidi pa prepozna tudi, kako dinamično je to tako delo traderja. Je pa vse nekoliko lažje zdaj v zadnjem času, ker so pa tudi razne trading platforme ratale popularne, kriptovalute so nam naredile veliko uslugo s tem, da že vsak zdaj na svojem telefonu lahko malo trade pa preizkusi, pa vidi, dobi malo občutka, ni pa čisto isto, pa zneski so drugačni, pol, ko enkrat zares sediš na trading flooru pri nas. Tako da, ja. Korakov, Alenka, koliko časa traja? Hvala za usmeritve. Razgovore imamo praviloma 3, splošni kadrovski razgovor, en potem bolj tehničen, večina kandidatov navadno po tretji razgovor je z vodstvenim kadrom, se pravi z direktorji področja, se pravi, da se spozna kandidat v finalnem krogu še z vodstvom. Vmes imamo pa navadno še eno nalogo pošljamo, pogosto so tudi psihološka testiranja. Pri čemer pa to nekoliko zavisi tudi potem od pozicije do pozicije, kaj uporabimo. Ne uporabljamo vedno psiholoških testiranj, naloge pa so že kar pogoste, praviloma ja. Koliko časa, Alenka, traja tak postopek? Načeloma želimo si, da je pod 2 meseca, ampak ja, nekje tam se vrtimo. Jaz bi si želela, da je to hitreje, da smo mi to moj KPI, ali kako ne rečem, pa nekako push za ekipo je, da se približujemo 30 dnevom, ampak naša realnost je pa okrog 45 do 50 dni, zato ker se pač lovimo malo za usklajevanje vseh teh različnih naših sodelavcev pa njihovo dostopnost. Tako da to je to, zdaj pa mislim, sem odgovorila na vsa vprašanja. Hvala, Alenka. Nina? Ja, jaz sem si izbrala delovno mesto, ki je mogoče najbolj tipično, pa ima tudi največ možnosti v resnici, ker to je recimo delo v laboratoriju. Tukaj iščemo v bistvu sodelavce od 5. stopnje izobrazbe do PhD-ja, se pravi do doktorata, tudi različno izmensko delo, tako da tukaj prejemamo nekje od 20, sploh tam, kjer je več izmensko, pa tja do 100 prijav v povprečju. Imamo sicer omejitve do maksimalno 6 razgovorov tekom postopka, idealno so 3, tako kot je tudi Alenka omenila, se pravi razgovor z našim oddelkom, razgovor z vodjo, ki zaposluje, in pa z vodjo vodje, da spozna, se pravi, tako rekoč oddelek. Jaz bi rekla, da tudi pri nas je v povprečju tam nekje 45 dni, ko govorimo o trajanju, ampak zelo roko na srce, tukaj govorimo do time to offer ali offer accepted, a ne. Za kandidata je tukaj še potem zdravniški pregled, potem je še podpisana pogodba, odpovedni rok, tako če smo povsem realni, to lahko traja od odprtja delovnega mesta pa do start date, se pravi do datuma pričetka, lahko tudi pol leta. S tem, da sam selekcijski postopek pa je delček teh 6 mesecev, recimo. Upam, da sem odgovorila. Ja. Maja, lahko vas vprašam? Ja, pri nas je pa tako, čisto odvisno za katero področje, če je kakšno delovno, recimo zelo tipično delovno mesto, ki velja za celoten FURS, so kakšni administratorji. Tukaj ugotavljamo, da je vsakič zelo ogromen prijav, več kot 100, kar je recimo za javni sektor zelo veliko. Za kakšna bolj strokovna delovna mesta, če dobimo 20 prijav, pa da potem lahko izluščimo vsaj 5, da jih lahko povabimo na razgovor, smo že zelo veseli, čisto odvisno.
Pri nas je ponavadi tako, da najprej se pregledajo pač te CV-ji in se že vnaprej določijo neka merila. Da se vidi, ali ima nekdo izkušnje, ponavadi že v samem razpisu navedemo, da prednost bo imeli kandidati, ne vem, ki imajo izkušnje, ne vem, z nekim določenim področjem, odvisno pač na kaj se gre. Že tlele neko selekcijo recimo naredimo, potem imamo pa ponavadi 1 do 2 razgovora, ampak je pri nas tako, da je v komisiji na razgovorju je zmeraj en predstavnik iz kadrovske službe, pa ponavadi sta 2 iz strokovne službe. Tako da že ti selekcijski razgovori so zelo konkretizirani glede nalog, ki jih je kandidat že opravljal in to. Problem imamo mi pri nas v javnem sektorju, ker nam zelo veliko časa vzajemajo te preverke, mi rečemo, od nekaznovanosti do sodišč, do izobrazbe, ponavadi to, že ta del nam vzame teden, 2, da dobimo vsa ta dokazila, preden sploh izdamo nek sklep o izbiri, ki se seveda vroča po ZUP-u in pač že ta postopek sam zelo zavlečeno tole, ker je pač, če nekdo ne prevzame pošte, potem se čaka 15 dni, no. Tako da mi samo tisto neko selekcijo zelo hitro zberemo. Potem pa to traja, dokler te preverbe naredimo, izdamo te odločitve o izbiri, tale postopek nam največ časa vzame. Bi pa samo rekla, da s to prenovo tega selekcijskega postopka v javni upravi, zdaj organi počasi pristopamo vsi k temu, da bi bilo centraliziran ta postopek, da se bojo prijave možne samo ena vhodna točka za cel javni sektor in da bojo vsi kandidati, ki bojo izpolnjevali te pač osnovne pogoje formalne za to delovno mesto, bojo šli čez kompetence, pa se bojo preverjale. In sicer temeljne kompetence za celoten javni sektor, kot, ne vem, zavezanost strokovnosti, krepitev sodelovanja, proaktivnost, uporaba digitalnih rešitev, to bojo vsi zaposleni mogli v selekcijskem postopku čez tele temeljne kompetence, ne. Tako da potem pa, tako kot je že rekla Nina, je pa pač to odvisno potem od kako hitro je kandidat pripravljen priti, kakšen ima odpovedni rok in podobno, no. Tako da tudi se zavleče do 6 mesecev, no. To govorim zdaj za uradniška delovna mesta, za tista delovna mesta, ki so pa strokovno-tehnična, ki niso take omejitve, so pa postopki hitrejši, ker ni potreba teh preverb delati in vsega tega, tako da v tistih primerih gre pa ali pa za kakšne določene čase nadomeščanja, tukaj so pa zelo hitri postopki, no, skrajšani. Super, hvala lepa, Maja. Kaj pa, ko je pa pri vas, Urša? Ste kaj hitrejši? Ali ne gre? Glih to, mi se za rekrutment kar vzamemo časa, ne. Seveda odvisno od torej, kako strokovna ali pa kako ključna je neka pozicija, ne, torej zavisi procesa, ne. Zdaj moramo vedeti, že prej sem omenila, ne, gaming industrija, visoko kvalificiran kader večinoma dobimo v tujini, kar pomeni, da to lahko proces zavleče tudi za kakšno leto, a ne, ker moramo človeka najprej spoznati vsaj nekaj kandidatov, live intervju, pripeljati sem družino in pokazati, a ne, to je čist druga kompleksnost takega pristopa. Zdaj, danes, če jaz prav razumem, so tukaj le bolj študentje, torej za njih nek povprečen proces bi bil dolg iz nekih 7 korakov, zaključimo ga tam v ene 30 do 50 dneh, odvisno od tega tudi, ne, ker ni vse tako, da prvi dan dobiš vse aplikacije, ne, nikoli ne bomo šli, skratka, tam od 30 do 50 dni, potem pa kako izgledajo koraki, seveda najprej vi naredite, pošljete CV, motivacijsko pismo, ga pogledamo, zdaj, če presodimo, da bi bilo fino imeti kakšen initial call, kjer preverimo malo vaše interese, motivacije, tako da dobimo majčkeno občutka, torej dobimo 1-na-1 stik z vami in presodimo, a ćemo vas poslati na expertise test ali ne, torej da ne zapravljamo vašega časa, presodimo na tem intro callu, gremo dalje ali ne gremo dalje.
Potem, če se odločimo, ajde, pejmo naprej, vidimo potencial, pošljemo nek expertise test. Pri expertise testu damo tudi kandidatu čas, ne, to je ponavadi kakšne 2 tedna, da ima dovolj časa, da izpolni ekspertizni test. In potem imamo z vsakim kandidatom, ki izpolni ekspertizni test, tudi ekspertizni intervju, ker želimo, da razloži, a ne. Expert test lahko ti izpolniš zelo hitro iz ChatGPT-jem, a ne, ali pa s kakšnim drugim AI toolom. Torej, mi želimo na tehničnem intervjuju preveriti zdaj, kako si prišel do teh dognanj, zakaj ti je to pomembno in tako naprej. Če se tukaj ujamemo, če vidimo, da je pa še to, da je ta del tudi, da izpostavimo, a ne. Ni samo zdaj, da imamo mi neka huda pričakovanja okoli ljudi, a ne. Jaz verjamem, da vsi smo zelo primerni za neko pozicijo, ki nas čaka. Ni samo outfit, ni samo univerza, torej, ljudje smo si različni, imamo različne interese, različne kulturne vidike, različne, ne vem, tudi želje, kakšne imamo interese okoli kariere. Torej, mogoče nekomu je outfit predstavlja nekaj čist kontra njegovim željam, vrednotam in je to okej in hvala Bogu. In zato je pomembno, da se pogovarjamo o realnih stvareh, a ne. In torej, mi ko presojamo ekspertizo, presojamo izključno biznis potrebe. Nas ne zanima, a ti delaš iz Afganistana ali delaš iz Slovenije, si na invalidskem vozičku ali ne, nas zanima ekspertiza. A boš ti biznisu doprinesel to, kar mi rabimo? Zelo smo produktivno orientirani, a ne? Torej, no hard feelings okoli tega. In ko presodimo tehničen del, gremo potem še na kulturni del. Torej, a se pa ujamemo z vidika principov, a ne? Prej je lepo Tamara omenila, a ne, nek etičen kodeks, neke zapovedi, neke principe, o katerih firma, torej ne samo neka napisana pravila na steni, ampak nekaj, kar firma res živi, a ne? In temu mi rečemo HR intervju, pa ne samo, da HR skrbi za ta del, ampak mi imamo res poglobljene, jaz bi temu rekla psihološke intervjuje. Moja prejšnja služba je bila zelo consulting, kjer smo naredili ne vem koliko analiz z ljudmi, a ne, smo si vzeli 4 ure časa, vseh neke vprašalnike in tako super, fajn pristop, a ne, lahko več ljudi potestiraš, ampak hkrati sem pa velik pristaš tehle naših intervjujev, kjer si res vzamemo čas in se pomenimo s človekom, a ne. Videla sem tudi v chatu, a je problem, če menjam službe in tako naprej. Pač nas res zanima zgodba, nič ni problem samo menjavo služb, nič ni problem s tem, da rad potuješ ali kakorkoli. Nas v konkretnem primeru zanima, kaj je tvoj interes tule v ozadju, kako bi lahko to potencialno vplivalo na delo, na ekipo, kamor prihajaš, na nas kot podjetje, a ne. Torej, to tak korak se rečemo temu HR intervju in potem, ko presodimo, potem te pa damo še naprej z odvisno, a ne, kam prihajaš, ampak definitivno te spozna vedno direktor področja, kamor prihajaš, ekipa te spozna, torej neka kava z ekipo sledi in pa potem tudi še generalni direktor si vedno vzame čas in vse, ki prihajajo v ekipo 2, torej to je slovenska podružnica, se bo zagotovo usedel in spil neko kavo, predno se mi odločimo dati offer. Potem pa za sam offer je pa stvar tudi, kot so že prejšnje punce sogovornice omenile, ne, torej stvar tega, te rabimo relocirati, a rabimo čakati odpovedni rok, ampak ja, v osnovi, v povprečju bi rekla tam v enem mesecu dobimo človeka. Hvala lepa. Hvala, da odgovarjate, da spremljate tele tudi vse gostje današnje, tele naš chat, ker se vidi, da je tako postalo vse skupaj interaktivno. Tamara, mene pa zanima, kako pa v te selekcijske postopke naredite vključujoče in pravične za vse, tudi za študente z posebnimi potrebami. Lahko kakšen konkreten primer izvemo? Ja, hvala še za to. Sem tudi jaz še zdaj ravno v bistvu s tistimi, ki so na klicu podelila en potencialen link, če koga zanima, ker je ravno kar tudi odprto, no, Biocamp. Sicer pa, če gremo na postopke. Torej, eno je osnova, ne, tudi kot sem prej omenila, izobraževanje vodij. Mi precej delamo tudi skupaj z vodij, ravno zato, da naslavljamo, poenostavljeno povedano, da se zavedamo, da vsi mi smo ljudje, a ne, in smo dovzetni za kakšne pristranskosti, in moramo imeti v bistvu to veščino, da jih prepoznamo, naslovimo in tudi poiščemo opcije oziroma podajamo vključujoča vprašanja, a ne, kot naprimer, kaj potrebuješ za ta intervju, da se boš v redu počutil, a ne, kakšno prilagoditev, kako ti lahko jaz pridem nasproti. Tako da to je ena osnova. Zdaj na globalnem nivoju seveda je še kar nekaj več drugih iniciativ, tudi z vidika samega prijav, se pravi postopka prijav,
kako zagotoviti, da bi bilo to čim manj, kako naj rečem, podvrženo človeškemu faktorju, ampak to je vse v razvoju in seveda tudi subject to AI development, bom rekla, ne. Tako da ja, to je en način. Drugo je, da precej skrbimo za to, da imamo, se pravi, diverse panele, kot je Nina prej omenila, število krogov oziroma sogovorcev lahko varira. Definitivno pa poskrbimo, da imamo tako gender balance, trudimo se tudi, da je v bistvu nekako raznolikost z vidika, bom rekla, delovnih izkušenj oziroma starosti in tako dalje in tako naprej. S tem želimo v bistvu zagotoviti, da se potem tudi različna mnenja pripeljajo nekako skupaj. Je pa tako, da v bistvu vse v imenu interesne skupine precej povezujemo z NGO-ji, pa tudi z društvi, kjer že probamo tudi sami malo nagovoriti študente, da bi nekako sami proaktivno pristopili k nam. Tako kot je tudi Nina prej nakazala, imamo seveda nekoliko večjo potrebo na naravoslovnem področju oziroma na STEM področju, pa kljub temu smo zelo odprti za to, da spoznamo kakšne kandidate ali pa da vidimo, če je kje odprto področje drugje, in seveda se pač potrudimo poiskati priložnost. Imajo pa kandidati tudi na primer priliko se z nami spoznati prek poletnega pripravništva. Na primer zdaj v etiki skladnosti bomo tudi tam iskali enega kandidata, kjer enako ne omejujemo to z izobrazbo, iščemo. Super. Tamara, še eno vprašanje za vas, pa morda ni za vas, ne? Ampak vprašanje je, kako podjetja prepoznavajo potencial doktorskih študentov in doktorjev znanosti izven akademskega okolja. Morda Tamare ni, Nina, lahko? Pardon, mene je očitno malo odrezala, ampak Nina, kar ti pelje naprej. Hvala. Mi v bistvu kar veliko sodelujemo tudi z doktorskimi študenti, naj bo to preko nekih konkretnih projektov, preko doktorskih del ali pa preko kakšnih inštitutov, tako da velik del populacije so v bistvu doktorski študenti ali pa tudi potem že raziskovalci in predvsem na področju raziskav in razvoja v TRD-ju, pravimo mi, se pravi v našem razvojnem centru. Hvala. Maja, kako je pa pri vas na finančni upravi? Ja, pri nas imamo tudi nekaj doktorantov, doktorjev znanosti. Zelo velikih je kar med delom pridobilo višjo izobrazbo in so tudi ostali recimo pri nas. In je zelo dobrodošlo, ker potem zelo prinesejo to analitično razmišljanje, sposobnost tega raziskovanja, delo s kompleksnimi primeri, lahko delajo na najzahtevnejših primerih, recimo, ko imamo mi tudi upravo za nadzor, ker so neke zelo velike preiskave, se izvajajo, tako da to je dobrodošlo. Zelo velikokrat nas zanima, ker kot sama, da bi potrebovali kot stopnjo izobrazbe doktorja znanosti, pri nas nimamo takšnega delovnega mesta. Se pa kdo je kakšen daj prijav ali pa reče, ja, delam doktorat, pa malo zastrižemo z ušesi, katero smer se potem še zmeraj boste videli tukaj, a vidite kakšen potencial, ko boste to izobrazbo dosegli, tako skušamo najti neko povezavo med tem doktorjem. Ni pa to tako, kot je bilo včasih, ko si rekel, ta je pa magisterij končal ali pa doktorat, tale nima, kaj si bomo z njim delali, pomagali tukaj. Se mi zdi, da smo šli čez te razsežnosti, da dejansko vidimo, kakšen doprinos lahko prinese pač doktor znanosti. Hvala, Maja. Alenka, kako je pa pri vas v GEN-I-ju? Je tudi kar nekaj doktorjev znanosti. Kar ugotavljamo je podobno, kot je Maja izpostavila, da imajo že zelo izdelan nek način razmišljanja, kar je super in se vidi, mislim, hitro lahko vidiš, da se znajo taki kandidati oziroma doktorji lotiti problema, pa na njem vztraja dela dlje časa. Mislim, da je to naravna posledica tega, da res si predstavljam doktorat kot zelo obsežno, dolgotrajno delo in tako da vztrajnosti takim kandidatom sigurno ne manjka, kar pa je, se mi zdi pomembno izpostaviti, pa je, da je velikokrat pa tak znanstveni način delovanja
pa v gospodarstvu pač neracionalen in se pogovarjamo že znotraj selekcijskega postopka tudi o tem, na kakšen način, mislim, želimo mi zelo realno tudi pokazati, kakšno delovno mesto ali pa kako delo izgleda pri nas, tako da se radi poslužimo, tega prej nisem izpostavljala, ampak tudi pri mladih, se pravi pri iskalcih prve zaposlitve, pri nekom, ki res nekako iščeš ali postopa na trg dela, pa tudi pri marsikateremu takemu seniorju ali pa doktorjih radi povabimo, mi rečemo kar na ogled delovnega mesta, radi povabimo, tako da nekdo vidi, se spozna malo z ekipo, ima priložnost malo poklepetati, videti, sedeti z nekom, včasih je že 15 minut, pol ure dovolj, da dobiš občutek, na kakšen način nekdo funkcionira, na kakšen način, kakšen je nekako vibe ekipe, kakšen je tempo dela, imajo priložnost postavljati vprašanja, videti, da včasih moraš oddati izdelek, s katerim še nisi čisto zadovoljen, pa ga daš naprej s sodelavcem, da se potem v ekipi še dodeluje, marsikdo bi bil pa še mal, morda, ne bom rekla zdaj s perfekcionističnimi tendencami, ampak bi si želel, da dober rezultat od sebe, mi si pa želimo več dinamike pa sodelovanja, kar verjamemo, da smo tako lahko hitrejši, pa več glav, več ve, tako da je ta način dela pa iskreno tudi, da je kakšnemu predstavljal lahko izziv in smo tudi na to pozorni že v momentu zaposlovanja. Hvala lepa, Alenka. Jaz sem vam dala 3 vprašanja za zaključek, počasi gremo proti koncu, komunikacija v chatu poteka z nekimi vašimi individualnimi vprašanji. Vabim vsako od vas, da si izbere eno vprašanje oziroma odgovori samo na eno vprašanje, kaj bi današnjim tukaj udeležencem, mladim, perspektivnim, motiviranim, visoko izobraženim kandidatom priporočili, svetovali, kaj lahko naredijo še, kaj naj ne spregledajo, kaj naj pri sebi izpostavijo, kakšno delo ne iščejo v dobi, ko umetna inteligenca je prisotna, prihaja na trg, ampak je prisotna, kako ne iščejo skladje med svojimi vrednotami in pričakovanji delodajalca. Urša, lahko vas prosim za začetek zaključne besede. Kar se tiče neke zaključne misli, kaj naj bo vaše vodilo. Veliko sem razmišljala o tem, ni enostaven čas, čas, kjer gre vse zelo hitro, zelo imamo visoka pričakovanja, jaz vidim, ko se pogovarjam z mladimi, prvo vprašanje študenta, ravno sem bila, 2 tedna nazaj na ekonomski fakulteti je bilo, ja, ampak mene zanima menedžerska pozicija. In sem bila tako, ja, razumem, ampak postati menedžer, ni čez noč, torej, mogoče malo tudi ta zaupati v proces, da tudi znanje, izkušnje, vse to se pili, in nič ne pride čez noč, ni tako kot ChatGPT, ko ti, ali pa nek drug AI tool, ko ti v sekundi da neko rešitev, tudi te rešitve, vse to rabi tudi kritičen mindset, katerega pa dobimo s tem, da v nekaj se pa usmerimo, neka osnova mora biti, jaz nočem biti promotor, to moram izpostaviti, da izobrazba ni pomembna. Izobrazba je pomembna, nočem promovirati, da ne rabimo je in v outfitu sploh mi ne gledamo na to. Seveda, ja, ni najbolj bistvena, da pa človeku neko odgovornost, predanost, zavzetost in jaz si mislim, da ključ do uspeha je to, ja, najti nekaj, v čemer uživaš, torej uživaš, ti je interesno področje, si želiš iz tega pridobiti več znanja, se želiš izpiliti iz te stvari in potem v bistvu s svojim znanjem, izkušnjami potem to tudi nadgrajevati z uporabo tudi raznih toolov in to, torej jih uporabljati z zavedanjem in s kritičnim mindsetom. In ja, dopustiti si tudi ta proces, torej dopustiti si čas, da stvari dozorijo, da se ti izpopolniš kot oseba, nič ne gre čez noč, tako. Hvala, Urša. Alenka? Ja, že skozi vprašanja vidim, ali pa imam občutek v chatu, da je kupenih, ne bom rekla skrbi, ampak da je kup vprašanj povezanih s tem, kako se izkazati najbolj pred delodajalcem, kako odgovarjati na vprašanja, kaj zdaj, kako
se najbolj pripraviti na razgovore. Zelo pomembna je avtentičnost. Včasih je odločilno to, da smo v pravem trenutku na pravem mestu. In to, kad smo si različni delodajalci, so si različni kandidati, se nekako treba v tem ujeti v pravem trenutku in vse, kar želimo na razgovorih, je kako najboljš spoznati kandidata. Verjamem, da ima vsak en kup enih močnih točk in te poskušamo nekako zagrabiti in ne razumeti razgovorov kot nekako challengiranje, ne vrtamo ne pa iščemo nekako vseh slabosti, ki jih nekdo ima. Želimo iskati predvsem močne točke, prednosti, pa razumeti, kako se bo lahko nekdo najbolj vklopil v ekipo, kako bomo lahko nekoga najbolj uporabili. Imamo vsi en skupni interes in to je dobro delati in še kaj fajn ga zaslužiti vmes, ne. In to si želim, o tem se želim pogovarjati na razgovorih, no. In ja, si želim predvsem imeti pred sabo enega, kako ne reče, konstruktivnega sogovorca, s katerim bomo se prav to raziskovali nekako skupne interese. In upam, da to komu pomaga, da bo lahko imel to pred sabo in se ne bo počutil to kot na zaslišanju, na razgovoru, ampak da bo to predvsem nekako taka iztočnica za sodelovanje in jaz upam, da se še s kom srečamo na kakšnem takem produktivnem pogovoru. Najlepša Hvala. hvala, Alenka. Nina, Novartis, kaj pravite pa vi? Zagotovo bi spodbudila, da se iščejo določene izkušnje, znanja že pred dosego diplome ali pa magistrskega dela, da izkoristijo, pa ne nujno to, da je delo vsak dan 8 ur, ker to ne dopušča niti potem ustreznega dokončanja izobrazbe, ampak lahko skozi neke projekte. Absolutno si odprite vrata skozi te priložnosti, no, in odprite si vrata tudi skozi nek networking. Danes ste zagotovo slišali od vsakega od nas nek dogodek, nek projekt, nek hekaton, nekaj, kar omogočamo, da nas lahko spoznate v živo na naših lokacijah. Izkoristite vse te priložnosti, ker to je tisto, kjer vas bomo res lahko, mogoče v malo bolj sproščenem okolju, ne nujno samo na razgovoru, spoznali. Tako da to absolutno toplo priporočam. In če se mogoče vrnem na to, kar je Urša omenila, kar tega tudi mi veliko opažamo, no, razmišljate tudi v smer, kaj lahko jaz doprinesem, ne samo kaj lahko jaz dobim. Ta nek profesionalni pristop k celotni zgodbi je še vedno pomemben. Nenazadnje se dogovarjamo za delovno razmerje, za zaposlitev, tako da ohranjajmo ta prisotnost tega, no, tudi ko govorimo s potencialnimi delodajalci. Pa pogumno, to, kar mogoče sem danes že dvakrat omenila, imate izkušnje, imate znanja, ne se bati jih izpostaviti, no, tako. Hvala, Nina. Tamara, kaj pa vi pravite? Kako lahko opogumite danes zbrane tukaj? Samo na kratko bom dodala, no, že k Nininim besedam. Pa danes se nismo imeli prilike res v podrobnosti tudi dotakniti, ne, področja umetne inteligence, ki definitivno je en od prevladujočih trendov. Moja prošnja in predlog za vse kandidate je, ohranimo oziroma ohranite kritično razmišljanje, dodajte tisto svojo noto in seveda ne pozabiti na, recimo temu, human touch, se pravi človeški faktor, ki bo ostal bistvenega pomena, ne, tudi v času številnih avtomatizacij in digitalnih izboljšav. Pa morda še čisto na konec, no, Urša je prej že zelo lepo navezala, na mene osebno je zelo močen vpliv pustil en od naših globalnih dogodkov, kjer je bilo tudi nekako predstavljeno, da ko govorimo o našem kariernem razvoju, imejmo v mislih, da pač je vse ob svojem času, oziroma, če se izrazim nekako ezoterično, what is meant for me will never miss me. Tako da imejte zaupanje, tudi jaz sem začela na popolnoma drugem področju, kot sem danes, imam številne interese, fajn je vedeti, da dokler je vse nekako povezan z rdečo nitjo oziroma lahko gradimo na izkušnjah, je to samo v naš plus, seveda pa ne bi rekla, da zdaj skačemo iz meseca v mesec na druge priložnosti, ampak pokažemo to, kar smo v vsej svoji raznolikosti. Hvala lepa. In Maja, kako pa vi zaključujete, kako bi pa vi spodbudili? Ja, jaz bi pa sam povedala študentom,
in bodočim kandidatom za zaposlitev, da nihče ne pričakuje neke popolnosti, nihče ne pričakuje popolnega CV-ja, da moraš, ne vem, že pri 22 letih imeti vse odgovore, ne. Bolj se mi zdi, da delodajalci iščemo nek potencial, nek odnos, željo po nekem učenju, pa predvsem, da se zavedajo mladi, da te mehke veščine niso samo neki dodatki, da dejansko te mehke veščine, te kompetence vedno bolj odločajo pri izbiri na delovno mesto, tako da pa tudi, da se naučijo te sposobnosti sprejemanja tudi povratne informacije, da ni vsak feedback nujno slab, da ga ne vzamejo osebno, ki ga recimo dobijo ali že recimo tekom zaposlitve, in da pokažejo nek interes za razvoj. Se mi zdi, da to pri delodajalcu najbolj se vidi, ta proaktivnost, no. Hvala lepa. Ja, tako da. Hvala, Maja. Tako pa smo prišli do konca, z večino vaših vprašanj smo govorili, odpirajo se pa številna nova, odpirajo se vprašanja z področja mentorstva, odpirajo se vprašanja s pridobivanjem izkušenj na začetku, ker vemo, da tudi določena pripravniška delovna mesta izumirajo oziroma je vedno težje dobiti izkušnje. Zmanjkalo nam je časa, ampak mislim, da bo tudi nekaj informacije še kasneje, tudi karierni center vam jih ponudil na spletnih straneh ali pa kakršnikoli drugi obliki. Hvala vsem gostjam današnje okrogle mize. Mislim, da smo odprli kar nekaj zanimivih tem, da smo bile aktualne, sveže in mislim, da smo vsaj malo opolnomočile danes zbrane tukaj. Dragi študenti, študentke, želimo vam uspešno zaključek tega študijskega leta, uspešno pripravo na izpite, čim lažje izpite, veliko znanja, malo tudi sreče in pa uspešno iskanje delovnih mest. Nekaj tudi najde delovnih mest pri podjetjih, ki so danes tukaj prisotna, to je podjetje Novartis, Finančna uprava Republike Slovenije, GEN-I in pa Outfit 7.